Pa drugače, te lahko nekaj vprašam. A? A boš nekaj mene zapeljati? Zamujaš. Veš kaj, mogoče brez veze, da karkoli drugega rečem, sam A35 AMG. Kaj pa števci, stari? Ne, resno, ali to? A? Stari, ta avto čaka. Navaden nima teh. Seveda, da nima. Zakaj misliš, da sem že pol sedmih v avtu bil? Koliko star? To se en proba. Hvala pa zdaj to. Sem malo da je. Odzivam pa je. Čist na začetku je AMG, ampak je to 35, ne 45, ker pomeni, da je to vmesna stopnica, ne? 250, pa to, pa 45. Je pa še vse 306 konjev, pa 400 Nm/h. 400 Nm/h. Koliko pa bo dostopa, ne vemo, ne? Pod 5. Te ta plavi so tudi hudi, lega. Kaj pa volan, stari? To je pa nov volan. Predvsem imaš komfort. Vse dobro veš, da z mehkim se ne da. Mislim, dobro vim pelet. Marija, sem čutim, da ima nekaj zapovedati. Ok, na vrst so ovinki, pa da vidimo, koliko je ura. To, kar so rekli, da so aktivno elektronko, ki pomaga, tukaj govorim predvsem prilagojenem ESP-ju, tako naštimal, da gre sprednji del avta lažje ovink, zdaj pa ovinkov je tukaj na pretek, pa da vidimo. Prva stvar, ki jo opazim, nagiba se izredno malo, ker ti želiš tudi motor dati dosti odzivnosti. Pa kva grabijo gume, stari, njeno. Malo me je presenetil, glede na to, da pravi, da je to vmesna stopnica med A250 pa A45 AMG, moram reči, da ja, motor je šibkejši. Tudi ne repota toliko, ampak pismo, kako pa zagrab, kako se karoserija malo nagiba. V tem trenutku totalna pohvala. A pa drugače, te lahko nekaj vprašam. A boš nekaj mene zapeljati? Super se pel. Pa bremze, stari, bremze delajo, super so odzivne. Menjalnik. Menjalnik je to verja. Lik kobre je ta avto. Ja, kar stran. Bo boš. Zdaj pa lahko še kakšno drugo stvar povem. Recimo to, na kakšen način se tale A razlikuje od drugih. Po eni strani logično, rečeš AMG, pa veš, da se bolj špele. Kaj to pomeni? To pomeni, da se v ovinkih takrat, ko res šteje, manj zvija. Jure, kako to pomeni, da se karoserija zvija? Razloži. Da ne dela tako. Da ne dela tako. A na kakšen način točen pa dosežejo večjo torzijsko rigidnost karoserije? Vidiš, tale aluminijasta plošča je recimo nameščena pod motorjem. In potem se Mercedes v bistvu na en tak zelo sistematičen način loti tega, da je v tem primeru, kot sem rekel, sprednji del avtomobila bolj tolk, da se vse skupaj manj zvija, da ti v ovinkih bolj uživaš. Mislim, da greš lahko hitrejš, pa da je motečih elementov, ki bi drugače prišli, potencialno lahko na plan manj oziroma jih praktično ni. Pa elektronka, ki uravnava delovanje štirikolesnega pogona, je prilagojena, pa ne samo to. Avto, tako kot večina sodobnih avtov, ponuja različne vozne programe. Nama z Juretom je valjda najbolj všeč, ki piše Sport Plus. Samo tega bomo pa zdaj poslušali. Kaj je za to? Dec? I expect you to... Mu pa ta rumena paše kastomatra, se strinjamo. Ampak najbolj od vsega pri tem avtu, mislim, poleg očitne stvari, to so vozne lastnosti, je meni všeč kabina zaradi dveh stvari, zaradi sedežev, ki so res hudi, nič novega, sicer teh smo od AMG-ja že navajeni, ampak come on, da jih poglej, no. In ko smo enkrat pa v kabini, poleg očitnih ambientalnih prednosti, meni recimo estetsko ta kabina zelo všeč, volan. Poglej, kako dobro izgleda. Oblečen v Alcantaro, predvsem pa dve novi stikali. Tukaj prilagajaš vozne programe, vidiš Comfort, Sport pa Sport Plus, to je tisti, ki je meni najbolj všeč. Tukaj na levi prečki pa prilagajaš trdoto vzmetenja, Sport, Comfort oziroma Sport Plus, Comfort pa Sport. Pa še en highlight, ki je specifičen za točen ta avto oziroma za AMG, je merilniki. Mislim, Mercedes je res dobro izkoristil to, ker ta tehnologija, digitalna instrumentna plošča omogoča, meni tole zgleda svetovno. Lej, takole zgleda tale AMG look.
A pa veš kaj gre tudi pri takem avtomobilu, ne? Se ti kdaj zamisliš v resnici, ne? Saj ni vse samo tem, kako hitro boš po idealni liniji peljal, ne? Ni. Hvala, da ne. To so tisti avtomobili, ki skupaj z voznikom pa cesto govorijo. Pogovarjaš se s tabo. Tudi ko ga takole pelješ, lepo. Ja. Zato sem rekel, ker sem bil s Tino na, kje so bila? Črni gori, pa sem imel MX-5 RF, pa se Tina ful ne mara hitro voziti. Sem rekel, sem se počas vozil in sem se pogovarjal z avtom na čisto drugačen način. Ne? Pa uživaš v drugih stvarih, v menjalniku recimo. Ali pa v ambientu. Ciril, ena klasična atmosferska. Kaj bi raje videl? Da ti je slabo od alkohola ali od ovinkov? Ma ni bože ti je slabo od samega užitka, kot od strupa od alkohola.